Pred jaslice pokleknimo, rešitev v njih leži. Je prišel mrzlo štalico, drgeče i ječi. V nej je mraz, oznotra mraz, odejvko slabo ma, ga fujče ostek eden čas, pa volek isto zna. Pastirci goli pridejo, le srce njim gori, v naročje ga primejo, v toploti zažari. Pokleknite pred jaslice, segrejte detece, pastirci verni bodite, njem dajte srčece. Tako je voščil narodni voditelj, duhovnik Jožef Klekl, podpisan Srčen v Marjinem listu decembra 1939 vsem bralcem. Kristus Gospod je prišel, da nas reši. Ko so betlehemski pastirji bili na nočni straži pri svoji čredi in so videli angela iz nebes, so zaslišali njegov tolažilni glas. Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli. Sveta noč, blažena noč, ki nam prinaša Jezusa Rešitelja. Duhovnik Jožef Klekl ali Srčen, kot se je podpisoval, pod svoje pesmi in zapise v svoji ganljivi božični pesmi vabi, naj pokleknemo pred jaslice, dete drgeta v mrazu, ubogi pastirji so mu ponudili toplino srca in to ga je ogrelo. Bilo je sprejeto od ubogih, to ga tolaži. Z nami je priromalo v temo sedanjosti, v katero vdira ogenj vojne in krivic, in se sliši jok mnogih otrok, mater in očetov, bratov in sester vseh narodov in ras, ki brezmejno trpijo. Tudi sedaj se to dete ne obotavlja, da na novo utrdi temelje sveta, da ozdravi njegovo bolno dušo, da vlije balzam svoje blagodejne moči v ranjenosti njegovega telesa. Zaupajmo vanj. To dete je Kristus Gospod, prvi in poslednji, v njem je vse ustvarjeno in v njem vse živi. Prišel je, da nas reši okov hudobije in smrti. Vse grožnje bodo prešle, vse nevarnosti, žalosti in grozote bodo minile, ostanejo tisti, ki verujemo vanj. Ne bo nas zapustil sirot. V njem bomo osvobojeni in rešeni, ne za nekaj časa, temveč za vedno. Prišel je, da bi nas po težkem zemeljskem popotovanju pričakal v očetovi hiši. Tam nam je napravil čudoviti prostor. Svojo mater Marijo nam je zaupal kot pomočnico, da hodi z nami do slave nebes. Pojdimo skupaj do jaslic. Tam bomo našli dete, da nam da svoj mir in tolažbo. Še posebej bolnike in trpeče, žalostne in osamljene, nemočne in prestrašene, pred jaslicami ohranjan molitvi in prošnji za pomoč vsemogočnega in milostnega Boga. Vsem želim upanja, polno obhajanje Božiča in veliko milostnih darov za našo rešitev in blagodejni mir v svetem letu
2025. Bodite blagoslovljeni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Od meseca septembra do meseca marca v norveško občino Rjukan, približno 180 km zahodno od Osla, ne posije neposredna sončna svetloba. Dolino obdajajo gore, zaradi katerih je približno 3000 prebivalcev 7 mesecev v temi. Vendar so prebivalci na gorskem pobočju, ki je približno 450 metrov nad dolino, namestili 3 zrcala, znana kot heliostati. Reflektorji, ki so visoki približno toliko kot hiša. Po zimi preusmerjajo svetlobo zelo nizkega sonca in jo odbijajo na eno točko v Rjukanu, na trg v središču mesta. Za ljudi, ki jim primanjkuje svetlobe, je značilna izjemna žalost, utrujenost, motnje spanja in občutek nekoristnosti, pojasnjuje psiholog Švanic. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Tako evangelist Janez opisuje rojstvo Jezusa Kristusa, ki ga obhajamo na Božič. Kristus, Božja luč, naj bi odstranil temo z vsemi njenimi negativnimi posledicami. Tema je v Svetem pismu sinonim za sovraštvo, greh, nepravičnost in nasilje. Delovanje Sina človekovega postopoma razsvetljuje naše temine, vse dokler ne postanemo odsev njegove svetlobe, njegove luči, kar blagodejno vpliva na naše duhovno stanje in počutje. Božja luč, Kristus, je izvir veselja, znamenja ljubezni, miru in solidarnosti, ki ožarja. Odprimo vrata našega srca in naših domov za vstop Božje luči oziroma njegove ljubezni. Molimo, da Božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika, da bo ljubezen delovala namesto sovraštva, pravičnost namesto nepravičnosti, mir namesto vojne. Vrednote, po katerih svet in človeštvo v tem trenutku najbolj žejata. Na ta način se bo božično sporočilo udejanjilo v naši sredini. Se bo Kristus resnično rodil v našem srcu in v naši družbi. Srčen božični pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim, bolnim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih. V imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji želim zdravo, mirno ter ljubezni polno Gospodovo rojstvo vsem bratom in sestram v benkovščni, baptistični, reformirani, rimokatoliški in pravoslavni cerkvi. Z odprtimi rokami pozdravljam pripadnike judovske in muslimanske skupnosti, s katerimi smo povezani po očaku Abrahamu. Gospodova ljubezen in njegov mir naj bosta vedno z nami. Drage praznovalke in cenjeni praznovalci božičnih praznikov.
Vsako leto se znova božično praznovanje sporoča svetu pisemsko oznanilu miru na zemlji z dajanjem slave Bogu. Tudi veliko lepih misli ob praznovanju prihaja do nas. Med njimi je recimo tudi že stoletje star zapis ameriškega predsednika Coolidgea. Božič ni čas v letu, ampak stanje duha. Ceniti mir in dobro voljo, imeti v sebi obilje milosti, to je pravi duh Božiča. Sporočila, ki nas ob praznovanju znova in znova soočajo same s sabo, v iskanju pravega smisla resničnega praznovanja. Praznovanja, ki ga ne zaslepi mišikajoča svetloba utipajočih lučk, ki se ne zadovolji s pisanimi ovoji božičnih daril, lahko pa zagotovi mirno, dobre volje polno in spokojno praznovanje veselja Božiča, katerega veselje bo ostajalo in na nov način osmislilo naša življenja. Bomo v letošnjem praznovanju znali najti trenutke umiritve in si dovolili poiskati nam lastni pomen praznovanja? Ob Božiču rojen otrok, Jezus, je vsem iskalcem resnične duhovne polnine med svojim delovanjem ponudil enkratno zagotovilo. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Priti k Bogu, ki ga Jezus predstavlja kot očeta, preprosto pomeni najti pravo izpolnitev globokega iskanja človekovega duha. Ta hrepeni po izpolnitvi, ljudje jo iščemo v različnih ponudbah duhovne zadovoljitve. Sveto pismo nam pa jasno sporoča, da to človekovo duhovno iskanje v popolnosti lahko zadovolji le Bog. Ne ponuja različnih možnih poti, ne govori o verski ponudbi, ampak preprosto kaže na potrebo vzpostavitve osebnega odnosa z vsemogočnim Bogom. Vsak človek potrebuje duhovno izpolnitev. Brez poti je ni mogoče doseči. Brez resnice ni spoznanja. Brez življenja ni možno živeti. Jezus, Božji sin, rojen na božični večer, nam vse to ponuja, po veri v njegovo odrešensko delo, da bo vsak osebno prišel do pravega spoznanja veličine in bližine vsemogočnega Boga. Priti do cilja zahteva iti po pravi poti, z resnico brez zavajanja in doseči polnost življenja. Rojstvo otroka Jezusa ponuja na vsakemu razumljiv način potrebo sprejetja novorojenega za izbiro poti v resnično življenje. Otrok Jezus je postal dokaz najveličastnejše ljubezni. Ta njegova ljubezen tudi v božično praznovanje kot majhen otrok spet kliče: izberite pot, resnico in življenje. Naj vas praznovanje svetopisemskega spomina na rojstvo Jezusa vodi v nadaljnja iskanja pravih odgovorov in usmeritev v Svetem pismu, da bo vaše praznovanje polno miru, radosti, blagoslova in milosti. Da bo tudi vse novo leto polno njegove prisotnosti z razudevanjem njegove milosti in dosežkov, ki jih osebna vera v Jezusa Kristusa prinaša v vsako življenje. Milost, mir, veliko veselje in pristni blagoslovi naj napolnijo vaše praznovanje.